Lepo pozdravljeni. Agencija za varnost prometa je letos prvič uvedla novo akcijo, nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov e-skirojev. Pa k uvodni besedi vabim kar prvega govorca, direktorja Agencije za varnost prometa, gospod Jože Hribar, izvolite. Lepo pozdravljeni, spoštovani predstavniki medijev in naši gostje. Agencija za varnost prometa je letos prvič uvedla novo nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov e-skirojev. Akcija poteka od 18. do 24. aprila 2022. Namen akcije je ozaveščanje o varni vožnji z e-skirojem in spoštovanju cestno-prometnih predpisov ter s tem izboljšanje varnosti cestnega prometa za vse. E-skiroji so vse bolj razširjena in popularna oblika mikromobilnosti, a podatki kažejo, da e-skiroji ne sodijo med najbolj varna prevozna sredstva. Prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev je namreč vse več. Najpogosteje pa so povzročitelji prav vozniki e-skirojev sami. Od septembra 2019, odkar policija beleži statistiko do sredine letošnjega aprila, se je na slovenskih cestah zgodilo skoraj 200 nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. Lani je bilo zabeleženih 109 prometnih nesreč. Vozniki e-skirojev so jih sami povzročili dobrih 62%. Največ nesreč se je zgodilo v mestih, med vzroki pa prevladuje neprilagojena hitrost. Teh nesreč je bilo kar za tretjino. Vse težje so tudi posledice. Letos žal beležimo prvo smrtno žrtev. Univerzitetni klinični center v Ljubljani se sooča z naraščanjem števila obravnavanih pri padcu s skirojem in e-skirojem. Med njimi naraščajo poškodbe glave, ki jih je bilo lani že 56%. Večina vseh obravnavanih so otroci in mladostniki do 18. leta. Le teh pa je bilo kar več kot 60%. Zato premislite, ali je to res pravo prevozno sredstvo za vašega otroka. Če se vseeno odločate za nakup e-skiroja za otroka, vsekakor dobro premislite, kje in kako ga bo otrok uporabljal. Med skirojem in e-skirojem je velika razlika. E-skiro sodi med lahka motorna vozila in nikakor ni igrača. Zaradi konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti predstavlja večje tveganje za uporabnike. Ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, je e-skiro nestabilen. Njegova kolesa so majhna, občutljiva na neravnine in ovire na vozni površini. Zato so lahko prej podvrženi padcem. Nujno poskrbite za dosledno uporabo zaščitne čelade. Ne glede na to, da je obvezna do 18. leta, priporočamo uporabo vsem. Kar 63% voznikov e-skirojev v času prometne nesreče čelade doslej ni uporabljalo. Poškodbe glave pa so brez uporabe čelade najpogostejše in tudi z najhujšimi posledicami. Več kot polovica prometnih nesreč povzročijo vozniki e-skirojev sami. Vse voznike e-skirojev Agencija za varnost prometa poziva k spoštovanju predpisov in posebni pozornosti do drugih udeležencev v prometu. Agencija in policija opozarjata, da je največja možna mera previdnosti potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.
V območju za pešce pa lahko vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo. Prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno. Tudi za voznike e-skirojev Agencija za varnost prometa priporoča ničelno toleranco do alkohola v prometu. Le tako bodo lahko varni v prometu. Agencija za varnost bo v tem tednu izvedla terensko akcijo s promotorji prometne varnosti v Ljubljani, Novem mestu, Kranju, Kopru in Mariboru, da bi dosegla čim več uporabnikov e-skirojev in vplivala na njihovo vedenje v prometu. Poleg tega bosta agencija in policija z medijsko akcijo in preko družbenih omrežij z novimi videovsebinami ozaveščali o tveganjih pri vožnji z e-skiroji. Hvala lepa. Hvala lepa. K besedi pa vabim vodjo sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, magistra Ivana Kapuna. Izvolite. Lep pozdrav v imenu Slovenske prometne policije. E-skiroji so sigurno poleg električnih koles eno najhitrejših naraščajočih prevoznih sredstev med našimi udeleženci v cestnem prometu. Če temu dodamo to, da do par mesecev nazaj to področje ni bilo urejeno ali je bilo zelo slabo urejeno, tako da je bilo zelo nedorečeno, a se ta prevozna sredstva sploh smejo uporabljati, je stanje na tem področju toliko bolj zaskrbljujoče in je aktivnost, ki jo načrtujemo v naslednjem tednu, nujna. Nujna iz tega vidika, da predvsem na te udeležence oziroma voznike e-skirojev vplivamo na način, da jih izobrazimo oziroma da jih nekako osvestimo, kakšne so njihove obveznosti oziroma kakšni so cestno-prometni predpisi na cestah, in to bo v bistvu v tem tednu ena poglavitnih nalog, kajti vidimo na cesti te udeležence, ki dejansko cestno-prometnih predpisov ne poznajo oziroma pogosto delimo občutek, da lahko ali pa da mislijo, da lahko delajo, kar se jim zahoče. Policisti bomo seveda v tem tednu predvsem nadzirali tako voznike teh tako imenovanih lahkih prevoznih sredstev, nadzirali bomo njihovo upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Če sem že pri cestno-prometnih predpisih, bi dodal, da tu gre zelo pogosto za vožnjo v rdečo luč, vožnjo po napačni strani kolesarske steze, neupoštevanje prometnih znakov, predvsem tistih, ko govorijo o določenih obveznostih, ki jih imajo udeleženci v cestnem prometu. Poleg tega je pa glavna stvar predelava oziroma udeležba e-skirojev, ki dosega večjo hitrost, kot jo predpisi dovoljujejo, to je 25 km/h. Seveda tu graja sigurno tudi prodajalcem, če oni so pač pravijo, mi prodamo, ne, oni se pa pač nimajo kaj voziti, če kupijo tak prevozno sredstvo, ampak vendarle prodajalci še zelo močno promovirajo te močnejše e-skiroje, ki pa so seveda v samem cestnem prometu izredno nevarni. Tudi zaradi tega, ker teh e-skirojev ne slišimo, udeleženci v cestnem prometu jih ne pričakujemo, sploh pa ne pričakujemo teh večjih hitrosti, zato je to vsekakor zelo nevarno.
Če nadaljujem pri našem nadzoru, bomo pa seveda tudi pozorni na to, kako se drugi udeleženci v cestnem prometu obnašajo napram voznikov e-skirojev in pa seveda sodelovali bomo na vseh, ali pa kjer kamor bomo povabljeni na teh preventivnih delavnicah, prireditvah, ki bojo posvečene ali pa organizirane dejansko, da opozorijo na nevarnost e-skirojev v cestnem prometu. Pri tej kategoriji udeležencev bi še posebej rad tudi poudaril, da je e-skiro, ki spada med lahka motorna vozila, prevozno sredstvo, ki ima balanco, ki ima zavore, ki ima svetlobna telesa spredaj, zadaj in na bokih, da pa so razni prevozna sredstva, ki nimajo balance, pa jih tudi srečujemo po cesti. To so tako imenovani Seaway, se mi zdi, pa prevozna sredstva, ki imajo dve kolesi, pa na sredi neko stopalo, oziroma kjer stojimo. Ta prevozna sredstva so pa še vedno prepovedana v Sloveniji. To se pravi, z njimi se lahko vozimo doma po dvorišču, po nekih zaprtih parkirnih prostorih, ampak poudarek je na zaprtih parkirnih prostorih, kjer ni dostopa drugih udeležencev v prometu, predvsem tam, kjer niso javne površine. Te lahko uporabljamo samo tam in tega tudi marsikdo ne ve. Tako da tudi strani policije želim oziroma vas prosim, da to čim bolj predstavite javnosti, ker preko vas bodo najbolj dostopni do teh informacij, seveda pa vsem tem udeležencem cestnega prometa želimo varno udeležbo, predvsem pa morajo biti dejansko sami zelo pozorni in sami paziti nase, seveda drugim udeležencem pa polagam na srce, da so vozniki e-skirojev dejstvo in da so z nami v cestnem prometu in ki jih kot take moramo vzeti kot seveda povsem enakovredne udeležence cestnega prometa. Hvala.